Današnja antifona je zadnja izmed velikih antifon. Jutri zvečer pa po judovski navadi kristjani že obhajamo predvečer praznika Božiča, sveti večer. Emanuel, Bog z nami. To je bila nepredstavljiva izpolnitev mesijanskih obljub, za katero si Judje niso mogli niti misliti, da se bo zgodila na način, kot se je. Njihovo pričakovanje od rešujočega vladarja ni predpostavljalo, da bo Bog s svojim maziljencem delil svojo naravo in bistvo. Emanuel, Bog z nami, odraža povsem krščansko in povsem novo teologijo. Bog z nami, ki v svojem lastnem telesu doživlja vse človeške stiske, ne prebiva duhovno v templju, ampak kot meso in kri med ljudmi in želi ostati z nami do konca času. In če je Jezus kot človek po eni strani doživljal stiske, pa se lahko strinjamo, da je občutil tudi tiste občutke, ki so ljudem v veselje. In en od teh je gotovo tudi humor. Upala bi si trditi, da ima naš odrešenik izrazit občutek za humor. Zato na zadnji dan našega druženja ob antifonah prisluhnimo poti alumna Matjaža Kosija, ki je mož in oče 4 otrok, katehist, zaposlen v razvojno-raziskovalnem centru ter zaveden kristjan, ki zna s humorjem pričevati o lepoti vere. Spregovoril nam bo o svoji poti teologa in o tem, kako je svoje poslanstvo v cerkvi našel prav preko šal. Kakšno šalo nam bo povedal v prihodnjih dneh, lahko pa si jo poiščete kar na njegovem YouTube kanalu Misticizem. Naj to odžene pretirano resnost in skrb ter odpre srce veselju, ki prihaja z Božjim rojstvom. Kar mislim, da že 12 let učim, tako že mislim, da na koncu faksa sem začel. Začelo se tako, da smo imeli, kaj je bila katehetika, bil predmet, ne? Mislim, da nas je imel Zorec, je bilo tako, ti to bolj veš. Ja. In takrat smo mogli imeti nekšne vaje ali nekaj, ne, pri verouku. In takrat sem se povezal s temi župniki, pa s katehistinjami in takrat se začelo, nekako so me pol vzeli, včasih hodim tako v trdi temi domov, da imam še verouk, recimo v petek, 5 ur po službi, imam še 5 ur verouka, recimo. Tako da imam kar, ja, rad učim verouk, tu sem se našel. Jaz bi si želel delati, ne, jaz sem si želel, da bi delal kot teolog, ampak saj sama veš, kak je bilo takrat, ko sem diplomiral, vedno so govorili na teološki fakulteti, da noben teolog, ko želi delati v teologiji, ne bo stal brez dela, ne. To je bilo takrat v tam 2004 do 2008, pol pa je prišlo do te finančnih zlomov cerkvenih in ni bilo, nikjer se nisem našel. Vedno sem si želel hitro ustvariti družino, to, da bi jaz zdaj šel, ne vem, delati v Mariboru ali pa v Ljubljani, ne vem kaj, samo zato, da bi ostal v mestu tam, to se mi ni zdelo okej, tako da sem rekel, da grem domov, ustvarim si družino, pa bo že nekaj prišlo. In je pač prišlo z ene druge smeri, učim pa zraven, torej verouk, pa se trudim, tudi predsednik Kolpingove družine sem, tako da sicer je to zdaj malo v mirovanju zaradi korone, ampak se trudim, no, da sem tudi tukaj zelo aktiven. Zdaj se mi pa takšne zanimive poti odpirajo, ne, da mi je prav včasih, zdaj bom napisal en članek za eno duhovniško revijo, za duhovnike bom jaz zdaj napisal članek, ne, ker sem zdaj postal preko tega mojega misticizma, pa tega sem tudi bolj vpet v neko, me tudi malo bolj nadškofija sama aktivira, ne, zadnjič sem bil za birmanske botre, recimo, smo bila gosta Simono, pa tako kot to zdaj, recimo, ne, in res se mi odpirajo tudi tukaj takšne, kot človek ne bi nikoli mislil, ne, da se mi bodo pol na nekšnem teološkem ali pa verskem področju začele odpirati vrata šele potem, ko bom snemal ene čist XY smešne videe, ne. Recimo Aleteja me je nekako najela, da vsaki mesec snemamo take družinske bloge. Zdaj predvčerajšnjim ravno smo snemali za družino, za spletno oddajo Reflektor v Ljubljani, oddajo, ne, tako malo bolj tudi duhovno, pa tako da meni je to super, ne, jaz sem ful veseli, da če se že nisem prej nekako izkazal nekšnim poduhovljenim delom, sem zdaj nekako potrkal na vrata, na cerkvena vrata prek teh mojih smešnih videov, da so me začeli jemati tudi kot teologa malo bolj resno in to mi je super, no. Pomembno se mi zdi, da kristjani dostikrat še kdo ne sprejema, da imamo mi težavo sprejemati drugačne, ne.
in pol imajo seveda tudi drugačni težavo sprejemati nas, ker nas vidijo kot nekšne zastarele ali pa nekšno zaprto skupnost, ne. Nasploh probamo, ne zdaj, da bi midva zdaj ne vem kakšne verske tematike objavljala, ne, ampak ponosno pa pokažemo, da smo, ne vem, da smo verna, da prižgemo adventni venček, da molimo, take stvari, to jaz nimam absolutno nobenih težav s tem in prav ponosno to kažem in včasih se kdo kaj obregne, ampak večino časa pa je super sprejeto, tudi od tistih, ki niso verni, ne, pa je super to sprejeto, tako da sem vesel. Tako da mogoče tudi prek teh, mogoče na nek čuden, poseben način tudi nekako evangeliziramo, čeprav je vsebina videa včasih čist, ampak glej, to je pač, midva snemava take hece, ko se privat vsaki heca, ne, ko vsaki privat kakšen taki vic pove malo bolj začinjen, pa tako midva to posnameva in ljudem je smešno in pokaževa, da sva človeka čist ista kot ostala, pa pokaževa, da vsaka slovenska družina se s podobnimi stvarmi ukvarja, pa ima podobne probleme, pa tak, ne. Vabljeni, da prisluhnete še drugim pogovorom z našimi alumni ob sporočilu o Antifon, ki nam pomagajo pri pripravi na božične praznike. Današnji večer pa zaključimo s skupno molitvijo Marijinega slavospeva. Spre